A vam povem, kaj me je najbolj presenetilo, ko sem prišel na letošnji salon v Frankfurtu? To, da se je kar 23 znamk odločilo, da jih letos ne bo, ker nimajo nič pametnega za pokazati. Ali pa ker ta denar raje namenijo za socialna omrežja. No, da veliki playerji vseeno ostajajo, kot so BMW, Mercedes, Ford in skupina Volkswagen. Z njimi moram začeti, ker imajo največjo halo, da noter spravijo vse znamke. Začnemo za. Ok, A1. Tole je City Carver. 4 cm je višji od tal kot navaden A1, ima lepši izgled, več okrasne plastike, LED luči, sicer pogon samo na sprednji kolesi, ampak z motorji od 95 do 200 konjev. Tale je recimo bolj zame, tistane pa bolj za Mateja, ker rabi več prostora. Ja, RS6 Avant. Čeprav tale bi bil po mojem celo bolj za mene. 800 Nm navora, 600 konjev, 3,6 do 100, vse je še kar. Mislim, zdaj sem manj ful dela, da mi ni dober, ampak v resnici bi prodal levo jajco, mislim, ledvica za tole zverino. Ob doplačilu bo lahko letel tudi 305 km/h, ker mu bodo malo dvignili blokado. Tehnično je enak tudi RS7 Sportback, ampak je bolj za tiste, ki imate radi več stila in nizke strehe. RS-Q3 bo lahko letel tudi 280 km/h, no za tisti pravi teren pa je tale zverina. Ok, AI Trail. 34 cm je oddaljen od tale Audijev koncept električnega terenca, ki tehta samo 1750 kg, ker je izdelan iz aluminija, jekla in ogljika. S polno baterijo lahko prevozi do 500 km, če vozi po navadni cesti, in 250 km na terenu. Ja, tole je pa zdaj kar probal, Bibi. Dajte mi ga zaprovat. B, C, Cupra. Ta Vascan nosi ime po vasici v Kataloniji in bo verjetno prva električna Cupra. Všeč nam je, ker ima jezen izgled, ker ima osvetljen logotip, po en elektromotor na vsaki osi, skupaj pa proizvedeta več kot 300 konjev. Zato je jasno, da se do 100 izstreli prej kot v 6,5 sekunde. No, po ciklu VLTP pa bi mogel prevoziti več kot 450 km. Zanimivo. Lamborghini Sian. Ja. Tole je najmočnejši Lamborghini v zgodovini znamke, itak tudi hibrid. Proizvedli jih bodo 63, zato ker Lambote so začeli izdelovati leta 1963, motori pa skupaj proizvedajo kar 818 konjev. Sian v bolonjskem dialektu pomeni hitra kot strela in bo. 2,8 sekunde do 100, končna hitrost prek 350 km/h, jaz sem pa že mislil, da ne bom vedel, kaj bi napisal božičko. Ja, cena bo prek 2 milijona evrov brez davka, ampak za božička to itak ni noben problem. Ja, če koga moti, da sem govoril o konjih, vsi kilovati so objavljeni na naši spletni strani. Dejstvo je, da avtomobilski proizvajalci moč avtomobilov navajajo v konjskih močeh, tudi vi nam pogosto pišete, da vam je to lažje razumljivo, zato smo kilovate v razširjeni reportaži objavili na spletu. Ja, to smo se smejali, ko smo prvič videli, da bo prvi električni Porsche Taycan imel znaki Turbo in Turbo S. Mislim, kaj je tu turbo? Ampak ja, obe oznaki poznamo, jo imamo radi in zato se bomo lažje navadili na elektriko. 670 oziroma najzmogljivejši 760 konjev, zato se bo lahko pognal do 100 v 2,8 oziroma 3,2 sekunde. Oba bosta dosegla hitrost 260 km/h, baterija pa bo požrla dobrih 93 kWh elektrike. Vsak bo tehtal 2,4 tone, ja, pravi bombnik, vstopni model pa dobrih 130 jurjev. No, če se malo mirim, tudi za nas se bo našel kak avto, recimo takšen Seat Tarraco FR.
Po novem ima zdaj zadaj led lučiče s celotno širino avtomobila, kar mi je všeč. Še bolj pa mi je všeč, da je tole zdaj priključni hibrid, kar pomeni, da lahko do 50 km prevozite samo na elektriko. Oba motorja bosta iztisnila 245 konjev, tako da niti počasno ne bo. Kje pa? 217 km/h boste lahko drveli. Škoda tudi noče biti dolgočasna znamka, zato sta zdaj modela Scala in Kamiq na voljo tudi z opremo Monte Carlo. Veliko je dodatkov v črni, pa v rdeči, znotraj tudi v beli, kjer so še športni sedeži. Res dobro izgledata. Malo jo boste lahko naročili. Pri Volkswagenu je ena novost res velika, ampak jo bom prišparal za na konec. Najprej vam pokažem nov logotip. A vidite, da je res malo drugačen kot prej? E-Up ima zdaj večjo baterijo. Okoli 32 ur elektrike gre vanjo, tako da lahko prevozi tudi do 260 km. Motor pa je enako močan, 82 konjev ima. Ja, krasen mestni malček bo tole. In zdaj, veliki trenutek, ki bo baje spremenil naš pogled na moderno mobilnost. ID.3. Imel bo 3 baterije, zato bo lahko prevozil od 330 do 550 km. Na hitrih polnilnicah se bo baterija napolnila do 80% v pol ure in prvi kupci bodo zraven dobili še 2000 kWh elektrike. Stal bo baje manj kot 30 jurjev, nam pa boste morali čakati še kako leto, zato ker so že skoraj vse razprodali. Mislim, ne skoraj vse, so jih razprodali. Ja, take imamo, ampak tisti, ki ste svojega že naročili, junija bo v Sloveniji. Zanimivo je, kako se morajo tem novim avtomobilom prilagoditi vse veje v avtomobilizmu, kar pa ne pomeni, da capljajo za njimi, ker imajo tudi sami nekaj novih vrhunskih idej. Continental je recimo razvil pnevmatiko, ki s številnimi senzorji nadzoruje tlak, obrabljenost, morebitne poškodbe, potem vse skupaj to brezžično pošilja v kontrolni center, da tisti, ki je zadolžen za to, pravi čas ukrepa. Evo, tule so recimo posebni čepki, ki kažejo s senzorjem, kateri del pnevmatike je obrabljen. In če vzameš vse 3 ven, je samo še za beg vreč. No ali pa tole je zelo zanimivo, ker vsi vemo, da bodo avti enkrat znali voziti sami. V primeru, da vas kdo pokliče ali pa da je klic konferenčni, se ta dva zaslona dvigneta navzgor in potem avto vozi sam, da se lahko v miru pogovarjate. Tudi stranska stekla se zatemnijo, da lahko počnete karkoli želite. Ne, nočem vedeti, kaj počnete. Danes pa začenjam z BMW. Tole je novi X6, ki bo baje še lažje ogrel srčka določenih deklet, ker ima osvetljeni ledvički na maski. Širši je za nekaj centimetrov, kot tudi daljši, že vstopni model pa bo z 265 konji imel pospešek do 100 6,5 sekunde. Če želite, da vas ponoči nihče ne vidi, potem rabite Venta Black. To je najtemnejša snov na svetu. Pije kar 99,96% svetlobe in še dobro doma osvetljeni ledvički, ker če njega ponoči sploh ne najdete. Glej, tole pa bo očitno novi BMW i8. V skladu s tradicijo je hibrid, kar pomeni, da turbobencinski motor in elektromotor proizvedeta kar 600 konjev, zato se do 100 izstreli v 3 sekundah. Vrata se bodo očitno še vedno odpirala navzgor, zakon, pa še žiroskopsko držalo za pijačo ima, kar pomeni, da se pijača v ovinkih sploh ne bo polila. Ja, končno ne bom imel več mokrih hlač. Ford ima spet eno mačko. Včasih je izgledala malo drugače, danes pa je Puma mali križanec. Luštna zadeva z dnevnimi lučmi, ki spominjajo na superšportni Ford GT, čeprav tale bo zarajal. Cena bo okoli 19 jurjev, najzmogljivejši različici pa bosta tudi blaga hibrida. Vse bo električno pri modrem ovalu. Poglejte Tourneo Custom Plug-in Hybrid, ki lahko na elektriko prevozi 50 km, poleg tega pa ima še litrski turbobencinski EcoBoost, ki ne poganja sprednjih koles, ampak generira elektriko za baterijo. Skupen domet 500 km.
Blagi hibrid bo tudi Fiesta z generatorjem, ki bo namesto alternatorja poganjal jermen, da se bo še med zaviranjem shranilo nekaj energije. No, Kuga pa je lahko zdaj hibrid ali pa priključni hibrid in takšen na elektriko prevozi dobrih 50 km. Vem, da so tile avti nekaterim prešvoh, zato pa je tu še Explorer. 3-litrski bencinski EcoBoost proizvede 350 konjev, elektromotor 600 konjev, na elektriko pa lahko prevozi do 40 km. Sistem ima kar 840 Nm navora, da mal potrga asfalt. Evo ga! Hondin električni mestni avto je končno tukaj. Honda i ali pa E. Ja, nam je všeč že od vsega začetka, ker ima tako retro oblikovanje, čeprav ga poganja elektrika. Po standardu WLTP bo prevozil do 220 km, cena v Nemčiji s subvencijo 4 jurje pa bo po 30 jurji. Zanimivo, da niso Južnokorejci pri svojem i10 pokazali še električne različice, če nas že vsi bombardirajo s tem. Ja, mogoče še pride enkrat kmalu. Zaenkrat sta na voljo samo bencinska motorja, vsi pa, ki bi radi s svojim i30N še bolj izstopali, morate nabaviti projekt C, ker ima avto pri enaki moči manj kilogramov, jih bo pa samo 600. Avto, ki zmehča kolena našemu Mateju, je Land Rover Defender. Evo, je še vedno prepoznaven, ne? Ja, upam, da bo tako tudi zmogljiv. Na voljo bo kar 6 motorjev, celo priključni hibrid bo, terenske lastnosti ostajajo fenomenalne, tako pravijo, bo pa boljši na cesti. Mercedes predstavlja cel kup lahkih AMG-ov, kot so A35, A35 limuzina, GLB 35, čeprav mislim, da veliko stavijo tudi na elektriko, ker so pokazali razred A kot priključni hibrid in pa EcoV, prestižni električni kombi, ki tehta 3,5 tone, ampak v notranjosti nima čist nič manj prostora kot klasični V. Baterija je v dnu, sprejme 100 kWh elektrike, stav pa bo slabih 80 jurjev. Tole je pa električni prestiž. Mercedes-Benz EQS. Pravijo, da lahko s polno baterijo prevozi do 700 km, čeprav ne povejo, kako velika je. Pogonski sklop pa ima skoraj 500 konjev. Tole bo ziher huda zadeva, ko jo enkrat spravijo na ceste, do takrat pa nimam nič proti onemu Maybachu tamle zunaj. Ja, moram pa reči, da je tole nora stavni prostor. Mercedes se je res izprsil, tako da je že sam sprehod med avti pravo doživetje. Sploh tisti steklen mostiček je nora zadeva. Me je kar malo stisnalo tam, ja. Svoje električne malčke za dva skuštrana ali za 4 predstavlja tudi Smart. Decembra bodo že na prodaj. Mini pa ob svoji 60-letnici predstavlja električni model, ki ima tehnologijo BMW i3S. Ja, še vedno elektrika. Corsa E je v žlahti s Peugeotom E208, zato ima enak elektromotor, ki proizvede 136 konjev. S 50-kurno baterijo pa lahko prevozi do 330 km. No, če ste bolj pristaš klasične Corse, pa je seveda še vedno na voljo tudi s 3 običajnimi motorji. Priključni hibrid bo tudi Opelov Grandland X s kar 3 motorji in veliko baterijo. Eden najbolj priljubljenih križancev nasploh pa bo tudi lahko prevozil del poti na elektriko, če boste izbrali najboljšo različico. Renault Captur je zrasel vse smeri, celo zadnjo klop bo mogoče premikati, številnimi klasičnimi motorji pa kar zna ohraniti status prave uspešnice. Ja, sploh niste videli, da sem jaz not, ne? Vse to in še več lahko preberete na naši spletni strani volan.si. Ne vem pa, kaj naj si mislimo vsem, kar nam kažejo na salonu. Nekateri še vedno mislijo, da bo prihodnost električna. Oziroma, elektrika bo že poganjala kolesa, ampak ne bo nujno shranjena v baterijah, ampak mogoče v čem drugem.
Thank you.